Goethe-Inštitut predstavlja Stoletnica Josefa Beuysa. Razumevanje Beuysa. Josef Beuys je bil risar, kipar, delal je akcije in instalacije, bil je učitelj, politik in aktivist. Ob umetnikih, kot so Marcel Duchamp, John Cage in Andy Warhol, spada med najpomembnejša imena umetnosti 20. stoletja. Beuysovo delovanje je v temeljih spremenilo bit, materialnost, jezik, dojemanje meja in nalog umetnosti. Rodil se je leta 1921 v Krefeldu, odraščal v Kleveju in leta 1986 umrl v Düsseldorfu. Toda kdo je bil Josef Beuys zares? Kaj je razširjeno pojmovanje umetnosti? In kaj plastična teorija? Zakaj je bil Beuys mnenja, da je mogoče s principi plastike spremeniti svet? Zakaj je tako zelo sporen in obenem tako odmeven in aktualen? Diskurzi o Beuysu. Beuysovi poizkusi, da bi predelal svoje izkušnje z nacionalsocializmom, z vojskovanjem in prizadevanja, da bi po povratku našel svojo vlogo kot del moralno kompromitirane družbe, so bistveno vplivali na razvoj njegovih del. Sebe je uporabil kot model nujne notranje transformacije in si zadal cilj, da bo vpeljal radikalno demokratizacijo družbe. Še vedno je precej sporno, v kolikšni meri je zadanost in notranjo preobrazbo dejansko uresničil. Vehementnost debate, ki je terjala celostno recepcijo razširjenega pojma umetnosti, se je razkrila šele leta 1979, ko je Beuys v newyorškem muzeju Guggenheim predstavil prvo veliko retrospektivo. Diskusijo je takrat sprožil umetnostni zgodovinar Benjamin Buchloh. Spraševal se je, ali ni Beuys svojo samoinscenacijo, materialnim in vizualnim jezikom ter z raziskovanjem mitičnega nadaljeval z estetiko in ideologijo nacionalsocializma. Od takrat naprej ostaja problem Beuys odprt. Z vsemi temi vprašanji so se soočali zgodovinarji in zgodovinarke Rosalind Krauss, Walter Graskamp, Beat Wies in Nicole Fritz. Debata je dosegla vrhunec leta 2013 kot odziv na objavo biografije, ki je izražala skepso glede Beuysa. Avtor biografije Hans-Peter Riegel jo je ob 100. obletnici umetnikovega rojstva dopolnil še s 4. zvezkom. Veliko prireditev, diskusijskih forumov in publikacij se v okviru Beuysovega jubileja posveča obravnavi te problematike. Debata se vrti okrog Beuysovega soočanja z nacionalsocializmom, njegove prostovoljne vojaške službe in stališča glede koncentracijskega taborišča Auschwitz. Po ustvarjalni in življenjski krizi v sredini 50. let, ko je Beuys med drugim prebiral tudi dnevnik Anne Frank, se je zavedal svoje sokrivde in grozljivih zločinov nacionalsocializma. Leta 1958 se je kot edini nemški umetnik udeležil natečaja za spominsko obeležje v koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau. Natečaj ni uspel. V naslednjih letih se je ponovno lotil te teme. Tako je nastala razstavna vitrina Auschwitz demonstracija, ki jo je Beuys prvič razstavil leta 1967. Beuys se je trudil, da bi pri daljnosežnejših zadevah pripravil nekaj, kar bo to grozovito podobo predstavilo samim postopkom dogajanja, saj se v sliko tega ne da prevesti. Da se torej dogajanja, s katerim je človek dejansko razčistil, lahko spominjamo v njegovi pozitivni nasprotni podobi in s tem premagamo vse te nečloveškosti. Odločitev, ki jo je sprejel leta 1964, da bo na neločljivo povezani življenjski in ustvarjalni poti ukinil svoje zasebno življenje in se bo pojmoval kot javno govoreča politična figura, je prvi komunikacijski model, ki je usmerjen proti molku in preostanku nemške družbe.
Bojs je poskušal v duhovnih in materialnih prispodobah vzbuditi drugačen način mišljenja in delovanja. Nekaterim se kljub temu zdijo nekatere njegove izjave problematične, in sicer v smislu, da Auschwitza ni obravnaval kot singularni dogodek in se je zdelo, da zamenjuje travmo žrtev s travmo storilcev. V televizijskem intervjuju poziva gledalke in gledalce, naj ga dojemajo kot neke vrste pripovedovalca pravljic, katerega pripovedi presegajo racionalno in vzbujajo veliko globljo resničnost o substanci sveta. Zato je Bojs svoji biografiji dodal avtofiktivne elemente, med drugim tudi pripoved o tem, kako so ga po strmoglavljenju njegovega letala 1944 nad Krimom pravljično rešili nomadski pripadniki Tatarov. Zaradi tega so mu očitali dvoumnost in avtopoetsko transformacijo realnih dogajanj kot posledico potlačitve lastne krivde. Družbena plastika. Plastika je sinonim za človeško. Jozef Bojs, 1976. Če imaš budno oko za človeško, lahko vidiš, da je vsak človek umetnik. Jozef Bojs, 1985. Vsak človek je nosilec sposobnosti. Je bitje, ki določa samo sebe. Je enostavno suveren v našem času. Je umetnik, ne glede na to, ali je smetar, bolniški strežnik, zdravnik, inženir ali kmet. Tam, kjer prihajajo do izraza njegove sposobnosti, je umetnik. Jozef Bojs, 1984. Se ne želim zmanjšati krivde. Želim le povedati, da sem zaradi te krivde in občutka krivde začel intenzivno razmišljati o tem, kako bi razvili metodo, ki bi preprečila dejanske vzroke teh katastrof preko ustvarjanja nečesa nasprotnega, kar bi takšne tragične zaplete v prihodnosti pretvorilo v pozitivno človeško sodelovanje. Jozef Bojs, 1980. Lutz Momrc, Sociale plastik, 1969. Jozef Bojs nas gleda. Zelo osredotočeno, ranljivo, motreče, človeško. 100 let po njegovem rojstvu, 50 let po nastanku tega filma, 35 let po njegovi smrti. Ob misli na stoletnega umetnika se postavlja vprašanje, koga imamo pred seboj. Je bil Bojs, kot pravijo marsikateri, psevdodemokrat, šarlatan, lažnivec, ali pa je bil umetnik, ki se je zavzemal za radikalno demokratično transformacijo družbe? Kaj hoče človek, ki nas tako provokativno opazuje? V komaj zaznavnem premikanju njegovih oči in njegovih obraznih potezah se nahaja začetek odgovora. Pričajo namreč o tem, da premišljuje, da si nekaj zamišlja, da ustvarja misli in oblikuje ideje. Ta svobodni, kreativni proces, ki izraža našo človeškost, je Bojs razumel kot plastiko, kot umetnost v razširjenem smislu. Že s samim miselnim procesom začnemo uporabljati svoje ustvarjalne sposobnosti in na ta način sooblikujemo sebe in svojo okolico. In prav ta sposobnost po Bojsu naredi iz slehernega človeka umetnico, umetnika. Vsem nam omogoča, da z aktivnim delovanjem temeljno spreminjamo družbo kot družbeno plastiko. Izziv je v tem, da to kreativnost uporabljamo za človeka in ne proti njemu, individualno in tudi kolektivno. Bojs je nenehoma raziskoval, kako bi se lahko konkretno soočil s takšnim izzivom. Vsa umetniška dela, ki so pri tem nastala, risbe ali skulpture, akcije ali organizacije modelov, je imel za del svoje znanosti o svobodi. Ta raziskovalni projekt, celostno umetniško delo, je imenoval plastična teorija.
Pri snovanju razširjenega pojma umetnosti je Beuys vendarle razmišljal o najvišjem cilju, o izpolnjevanju idealov francoske revolucije po vsem svetu. Svoboda, enakost, bratstvo. Beuys je hotel, da iz hladne in nacionalsocialistično prežete družbe, v kateri je odrasel in v kateri je bil aktivno soudeležen, postopoma nastane topla, človeku prijazna, demokratična družba, v skupnem dialogu in v sodelovanju z vsemi ljudmi. Njegova osebna transformacija je bila zanj izhodiščna točka. Projekt Zahodni človek. Zanima me transformacija. Joseph Beuys, 1979. Z risanjem sem zasnoval novo biografijo, ki jo pričenjam leta 1958. Že takrat sem imel ideje za družbeno-umetniško delo in na teh idejah še vedno delam. Joseph Beuys, 1980. Joseph Beuys, für Bücher aus Projekt Westmensch, 1958. Beuys je razumel 4 knjige iz projekta Zahodni človek, 1958, kot novo biografijo in v določenem oziru kot svoj prvi manifest. Delo, dokumentirano v teh zvezkih, je pomenilo začetek njegove osebne in umetniške transformacije. Tu je začel njegov razširjeni pojem umetnosti, ki stavi na kreativnost vseh ljudi, dobivati obliko. Njegovo raziskovanje se ni razvijalo linearno, ampak istočasno in asociativno na različnih ravneh. Poleg risb, skic za plastična dela, naravoslovnih formulacij, seznamov materialov in vsakodnevnih zapiskov, je v njih najti predvsem kratke stavke in sporočila v obliki formul. Veliko teh formul predstavlja ključne pojme Beuysovih del. Najpomembnejši primer je celovita formula plastika je enako vse. 4 zvezki niso razumljeni kot zaključeno delo, temveč kot projekt, kot odprto iskanje nove pojmovnosti, ki se zahodnemu človeku lahko razodene šele takrat, ko svoj pogled usmeri proti vzhodu, če želi premagati diametralno nasprotje umetnosti in znanosti, ki se je izoblikovala v zahodnjaški tradiciji. Projekt Zahodni človek je bil le začetek Beuysovega dolgoročnega raziskovalnega projekta o razširjenem pojmu umetnosti. Okroglih 30 let se je ukvarjal z vprašanjem, kje natančno se nahaja razširjeni pojem umetnosti, na čem temelji, kako ga je treba umestiti in uporabljati. To novo umetnostno obliko je raziskoval, dodeloval in pojasnjeval v različnih medijih vse do svoje smrti. Sem spadajo risbe, skulpture in environmenti, okoljske skulpture, akcije, vitrine in razstave, predavanja, intervjuji in razgovori, podijske diskusije, partiture in kratke prozne kompozicije, manifesti, multipli in vzorčne organizacije, kot so Nemška stranka študentov, Organizacija za neposredno demokracijo preko referenduma, Svobodna mednarodna univerza in politična stranka Zelenih. Vsa dela so sicer vase zaključene enote, a za Beuysja so bila vsa njegova dela del razširjenega, celostnega umetniškega dela. Najkasneje po letu 1968 jih je združil pod performativni aforizem Vsak človek je umetnik. Šef. Vse skupaj je torej prelomna situacija. Človeštvo se spreminja. Joseph Beuys, 1985. Takšna akcija in dejansko vsaka akcija me radikalno spreminja. Na nek način je to smrt, resnična akcija in ne interpretacija. Tema, kako postaneš revolucionar.
To je vprašanje. Josef Beuys, 1979. Josef Beuys, Der Chef, The Chief. Fluxusgesang, 1964. Srečanje z umetnicami in umetniki gibanja Fluxus v Düsseldorfu je Beuysa napeljalo na idejo, da razišče svoje ideje o družbeni transformaciji v obliki akcij. Istočasno je prišel do spoznanja, da se lahko z močnimi, nenavadnimi podobami in atmosfero, ki jo pri tem ustvari, dotakne ljudi, jih provocira in pripravi k razmišljanju. Njegova zgodnja akcija Der Chef, The Chief, Fluxusgesang je nazoren primer, s katerim je takrat prestopil meje vizualnega jezika. Akcija se je zgodila 30. avgusta 1964 v Kebenhavnu v manjšem krogu umetnikov in so jo ponovili 1. decembra 1964 v galeriji René Block v Berlinu. V pustem prostoru, ki ga je Beuys prepariral s kosi in drobci loja, z odrezanimi nohti in snopom las, je ležal 8 ur na tleh, ovit v polstenko lut in zraven njega bakrena palica, zavita v polst. Njegovo nepremično telo je bilo na obeh koncih koluta podaljšano z 2 mrtvima zajcema. Beuys je imel v polstenem kokonu pri sebi mikrofon, preko katerega je bilo slišati, poleg nenehnega ponavljanja arhetipskega glasu tudi njegovo dihanje, kašljanje in vzdihovanje. Umetnik se ni pojavil kot človek, ki hodi pokončno in obvlada jezik, temveč kot neizoblikovano nastajajoče bitje, ki obenem išče in izumlja jezik. Beuys je s to upodobitvijo, ki je bila vse prej kot heroična, sporočal, da je imel v mislih počasno, odprto transformacijo. Evolucionarno revolucijo. Veliko ljudi je imelo in ima težave z branjem Beuysovega vizualnega jezika. Vse do danes se v recepciji njegovih del vedno znova pojavlja očitek, da s svojimi hermetičnimi deli preobremenjuje opazovalke in opazovalce. Na obrazih ljudi, ki jih vidimo v fotografski in filmski dokumentaciji, lahko zaznamo, da je čudenje pogosto povezano z zmedenostjo. Sam Beuys je stavil prav na produktivnost skrivnosti. Sanke. Nahajamo se v nomadski kulturi. Duh mora shajati brez trdnega svetovnega nazora. Josef Beuys, 1969. Tam, kjer se zgodi katastrofa, se morda lahko do ponesrečencev pride le z drsečimi instrumenti, ne z visoko razvitimi tehničnimi stroji za transportiranje. V stiski je treba zopet poseči po primitivnih sredstvih. Josef Beuys, 1972. Če imate vse moje multiple, potem me imate vsega. Josef Beuys, 1986. Josef Beuys, Schlitten, 1969. Beuysove sanke spadajo med njegove najbolj znane multiple. Multipli so objekti, izdelani v več primerkih, ki jih je Beuys spoznal pri umetnicah in umetnikih Fluxusa. Iz tega je nastalo preko 500 del v različno velikih nakladah. Beuys jih je razumel kot prevozno sredstvo, kot vehikel, kot jih je imenoval, saj so po svetu prevažali principe njegovega razširjenega pojma umetnosti. Karakter vehikla lahko še posebej jasno prepoznamo v njegovih sankah. Beuysa je pri tem fascinirala prvobitna oblika premikanja. To zgolj drseče prevozno sredstvo je asociiral z nomadskimi kulturami. Cenil jih je prav zaradi njihovih sposobnosti, da zmorejo premagovati različne ovire, imajo sposobnost samoorganizacije in se znajo izredno hitro preusmeriti.
Preusmeritev, ki jo ima v mislih s sankami, zadeva predvsem ekološko krizo, do katere je prišlo že konec 60. let. Premikanje v razmišljanju, za kar so sanke sinonim, je Beuys občutil kot nujno za preživetje, da bi preprečili uničenje narave. Objekt, ki ga je Beuys označil kot reševalno vozilo, je opremljen z zvito polsteno odejo, žepno svetilko in grudo loja. Sposobnost orientacije, prehrana, vzdrževanje toplote, torej to, kar potrebujemo v skrajni stiski na najnižji življenjski ravni, da bi preživeli. Predvsem v Beuysovih risbah se večkrat ponavlja motiv sank. V zgodnejših risbah se pogosto pojavljajo kot prasanke. V neki risbi je recimo pri obliki glave čeljust nadomestil s sankami. V tem smislu torej s povezavo glave in sank nastane podoba vnosa hrane in obenem oddaje govora, torej duhovna oblika. Sanke so se prvič pojavile kot objekt leta 1969 v 50 primerkih. Beuys je pri tem uporabil vodljive tekmovalne sani iz Nemške demokratične republike. V Environmentu Krdelo istega leta se opoteka z vrat prtljažnika Volkswagenovega kombija 24 primerkov sank. Tako nastane nasprotje med modernimi transportnimi sredstvi in sanmi kot primitivnim sredstvom za premikanje, ki kot reševalne sani prekašajo avto, ki je odvisen od goriva in nima zanesljive konstrukcije. Revolucija smo mi. Revolucija smo mi. Josef Beuys, 1971. Potrebujemo najmočnejši od vseh. Josef Beuys, 1979. Potemtakem se zdi, da na svetu še nikoli ni bilo revolucionarja. Torej se ni še nikoli na svetu zgodilo tisto transformirajoče, kar povezuje življenje z življenjem in to življenje zopet z nekim drugim življenjem. Josef Beuys, 1977. Josef Beuys, La rivoluzione siamo noi, 1971. Plakat velikega formata prve Beuysove razstave leta 1971 v Italiji v galeriji njegovega prijatelja Lucia Amelija v Neaplju prikazuje Beuysa v naravni velikosti kot aktivnega, delujočega človeka, ki stopa od vrat proti opazovalkam in opazovalcem. Čeprav je na fotografiji videti samo eno osebo, Beuys na to fotografijo v italijanskem jeziku zapiše: La rivoluzione siamo noi. Revolucija smo mi. V smislu njegovega razširjenega pojma umetnosti, katerega moto se glasi Vsak človek je umetnik, Beuys kot samozavestni avtor revolucionarne ideje za družbeno obnovo s tem stavkom nagovarja slehernega človeka. Z noi, mi, ima v mislih emancipacijski, solidarni proces, v katerem se lahko človek odreši svoje odtujenosti od vsega in zopet postane svobodno bitje. Mi najprej ne pomeni nič drugega kot to, da revolucionarno preoblikovanje družbe potrebuje skupno akcijo. Ta stavek lapidarno ugotavlja, da je lahko le skupnost nosilka revolucionarnih sprememb. Beuys se pojavlja v habitusu revolucionarnega študenta. Kraj posnetka, italijanski otok Capri, spominja na Goethejevo potovanje po Italiji, nasploh na potovanja kot izobraževalni proces ter tudi na revolucionarje pod vplivom marksizma, kot so Lenin, Brecht ali Walter Benjamin, ki so nekaj časa živeli na Capriju. Nadmarksistično mišljenje, po katerem so materialne okoliščine zaznamovale zavest in šele njihova sprememba vodi k svobodi, pa postavi Beuys a priori svobodnega, kreativnega človeka. Po njegovih predstavah se bodoči umetnik revolucionar potrjuje z nenehno izmenjavo, s permanentno konferenco
ki je obenem odlika vsake svobodne univerze. Boysu je bilo namreč jasno, da je radikalna soudeleženost, ki jo zahteva demokracija, možna samo, če se vsi izobražujejo in udeležujejo javnega diskurza. Izkustvena znanja o skupnem kontekstu biti tvorijo pogoj za demokratično delovanje. Beuys se na plakatu prikazuje kot nomad, kot raziskovalec, ki reprezentira tranzitorno bit človeka in je odločen izprašati mi kot univerzalno konstelacijo. Pojavni prostor in radij gibanja revolucionarja, ki prihaja iz umetnosti, se nanašata na naravo, živali in rastline, na fizične in metafizične razmere. Pri Beuyssu ideja o človeku zajema celotni planet. Kapital, prostor. To, kar še najbolj kliče k oblikovanju, niso slike ali skulpture, ki jih je treba narediti, temveč denar. Denar bi morali preoblikovati. Joseph Beuys, 1975. Kreativnost človeka je resnični kapital. Joseph Beuys, 1984. Joseph Beuys, Das Kapitalraum, 1970 do 1977. Beuys je leta 1980 na razstavo L'arte degli anni 70 na Beneškem bienalu oblikoval ansambel, ki ga je označil kot Das Kapitalraum 1970 do 1977. Ansambel so sestavljale medijske naprave kot filmski projektorji, mikrofon in magnetofoni, 50 tabel s krednimi risbami in cela množica objektov in predmetov, kot naprimer koncertni klavir. Vse to je izviralo iz njegovih akcij in projektov iz obdobja od leta 1970 do 1977, torej iz akcij Celtic 1970, Celtic Plus 1971 ali tabel, ki jih je izdelal v povezavi z Organizacijo za neposredno demokracijo preko referenduma na razstavi Dokumenta 5 in Svobodno mednarodno univerzo Free International University na razstavi Dokumenta 6. Beuys je s posamičnimi objekti opozoril na akcije, ki so zajemale tudi prejšnja dela. To velja na primer za akcijo ÖÖ program iz leta 1967 in Celtic Plus, ki je bila v 70. letih pomembna za njegovo ustvarjanje in za njegov pojem o kapitalu. Drugače kot pri Marxu je treba kapital pri Beuysu poistovetiti s celotno človeško kreativnostjo. Beuys je nenazadnje leta 1981 pri postavitvi dela v Zürichu pripomnil, da bi se naslov lahko glasil tudi Kako se lahko kapital sname s tečajev. Environment učinkuje kot oder, na katerem se je igra zaustavila, oziroma so igralke in igralci zapustili prizor. Scenografija je postala spomenik, spominski komad o preteklem dogajanju. Kot opazovalke in opazovalce nas poziva naj duhovno rekonstruiramo akcijo s pomočjo reliktov in z njo nadaljujemo na drugem mestu z drugimi igralkami in igralci. Beuys je razdelil odrski prostor na dva nivoja. Prospekt v ozadju prikazuje popisane table, ki obravnavajo gospodarska ter pravna in politična vprašanja in s tem spominjajo na seminarski prostor. Table padajo kot kaskada na odrska tla in se hkrati dvigajo navzgor. Na tablah obravnavane ideje iščejo stik z resničnostjo in se hkrati dvigajo kot vizija v prihodnji podobi. Pred temi tablami so zbrani pripomočki akcije, ki jo je Beuys leta 1970 večkrat izvedel v Edinburgu in Baslu. Keltsko-krščanski motivi in spiritualne ideje imajo v tej akciji z naslovom Celtic osrednjo vlogo. Racionalni premislek o demokratični ureditvi družbe, alternativnih gospodarskih oblikah in tako naprej
dopolnjujejo predmeti iz misterija, akcije, ki se začne z umivanjem nog in konča s krstom. Razširitev zgolj racionalnega, materialističnega mišljenja, ki jo terja Beuys, najde učinkovito podobo v skrivnostnih predmetih, ki jih ni mogoče neposredno dešifrirati v njihovih medsebojnih povezavah v prostoru in času. 7000 hrastov. Saj nisem vrtnar, ki bi sadil drevesa, ker so drevesa lepa. Ne. Jaz pravim, da so danes drevesa veliko bolj inteligentna kot ljudje. Joseph Beuys, 1984. Vsak namen, da bi delal, je že zasnova umetnine. Joseph Beuys, 1977. Zemlja govori. Joseph Beuys, 1974. Joseph Beuys, 7000 Eichen, Stadtverwaltung, Stadtverwaltung, 1982. Delo 7000 hrastov je bilo Beuysov zadnji in najdražji prispevek za Documento v Kasslu. Za Documento 7, 1982, je priskrbel 7000 bazaltnih skal oziroma stel iz različnih kamnolomov in jih naložil pred glavno stavbo muzeja Fridericianum v veliko grmado v obliki klina. Vsako stelo naj bi na območju mesta Kassel posadili skupaj z enim hrastom ali drugo vrsto drevja. Posebej za to ustanovljena organizacijska pisarna je vodila in nadzorovala zasaditve, pri čemer je strošek znašal 500 nemških mark za drevo. Zadnje drevo je bilo posajeno 12. junija 1987 ob odprtju Dokumente 8, torej šele po Beuysovi smrti. Beuys je s to družbeno skulpturo dokončno zapustil konvencionalni umetniški prostor. Kamen s svojo kristalasto, večno materialnostjo ni utelešal le togega elementa, smrti, temveč tudi dimenzijo časa, ki je postavljena ob bok rastočemu organskemu drevesu. Razočaran nad strankarskimi strateškimi kompromisi pri zelenih, je Beuys leta 1982 stopil s svojo družbeno-ekološko veleskulpturo v neposredno akcijo in poskusil ne samo v Kasslu, temveč tudi v Hamburgu prodreti z renaturalizacijo deponije za odlaganje sedimentov kot umetniško akcijo. V središče njegovega delovanja je z večjo močjo stopilo ekološko vprašanje. Iz akcije 7000 hrastov sta nastali dve pomembni deli, ki nosita naslov Konec 20. stoletja. Deli ponazarjata, da morajo biti do konca stoletja postavljene odločilne smernice za ustavitev uničevanja narave. V verziji, ki si jo lahko ogledamo na Hamburger Bahnhofu v Berlinu, in sicer 21 bazaltnih stel naloženih na lesene palete, z ročnim viličarjem kot transportnim sredstvom, prikazuje Beuys človeka v dobi antropocena, ki posega v evolucijo. Ekološki odtis človekovega ravnanja se do sedaj kaže le v uničevanju, podnebnih spremembah, globalni krizi. Beuys pa vendarle vidi možnosti in absolutno nujnost, da destruktivne sledi človeka na tem planetu spremenimo v pozitivne. Baterija Capri. Utopija je ime načrta. Joseph Beuys, 1977. In na koncu je ta utopični cilj dosežen. Joseph Beuys, 1977. Joseph Beuys, Capri baterij, 1985. V več Beuysovih risbah in skicah se pojavi pojem država sonca.
Opiraje se na utopično delo Civitas Solis, ki ga je italijanski dominikanski menih Tommaso Campanella zasnoval leta 1602 v zaporu, je Beuys postavil moč in toploto sonca kot evolucijsko osnovno substanco v središče vizije nove družbe. Čeprav se Beuys navezuje na Campanellov dvom v Aristotelovo filozofijo narave, se Beuysov cilj demokratične družbe, ki odloča sama o sebi, bistveno razlikuje od Campanellove vizije teokratske družbe. Baterija Capri je nastala leta 1985 na otoku Capri, nedaleč od Neaplja, kamor je inkvizicija izgnala Campanello in kjer je bil v ječi. Beuys v tem delu, ki spominja na fizikalne modele sonc, s preprostimi sredstvi ponazarja proces počasne preobrazbe iz notranjosti navzven in na tem procesu temelji njegova družbena utopija. Baterijo Capri prištevamo med zadnja Beuysova dela. Baterijo Capri je ustvaril medtem, ko je delal na environmentu Palazzo Regale v muzeju Capodimonte v Neaplju. Beuys je na otoku Capri preživel svoj zadnji božič. V tem majhnem multiplu so še enkrat povzete Beuysove temeljne ideje. Tehnični aparat, vtič in žarnica utelešajo človeško kulturo, sposobnost in domiselnost človeka kot mislečega bitja. Limona predstavlja naravo, v kateri so magične družbe še prepoznale oziroma še prepoznajo poduhovljeno silo, ki ji vladajo duhovi. V modernem svetu je ta sila uničena in zdi se, da je degradirana le v oskrbovalca materialnega. Z uničenjem narave in zaznavnim premikom ekološkega ravnovesja se začenja antropocen, s katerim se konča biološka evolucija. Beuys ponazarja, da narava, na objektu žarnico s tokom oskrbuje limona, ohranja človeka pri življenju, da lahko le trajnostna zveza zagotovi prihodnost. Kot eden od ustanoviteljev stranke Zelenih je Beuys že v 70. letih razpravljal o ekoloških vprašanjih. Žarnico, ki opozarja tako na razsvetljenje kot tudi na elektriko, je Beuys asociiral z Jezusom Kristusom. Na majhno votivno podobo, italijansko sliko srca Jezusovega, je Beuys napisal stavek: Jezus Kristus je izumitelj elektrike. Za Beuysja je šele Jezus omogočil individuum, jaz in analitično mišljenje in posledično znanost. V tem smislu je rumena žarnica tudi simbol spiritualne svetlobe, Kristusa kot lika svetlobe, ki prihaja od boga svetlobe Apolona in tudi od egipčanskega faraona Ehnatona in njegovega sončnega božanstva Atona. V bateriji Capri prepoznamo Beuysov poizkus, da bi državo sonca plastično razširil. Žarnico, ki evocira svetlobo sonca, je povezal z limono, ki uteleša energijo sonca, in kakor pri pouku fizike v šoli postane limona sadna baterija. S tem je spremenil Campanellov model v nenehno spreminjajoče se in večno ali vsaj dolgoročno nastajajoče. Tako je Beuys obvaroval utopijo pred zdrstom v distopijo. Odločitev, da se inscenirajo zgolj impulzi in procesi preobrazbe, ne da bi se kdaj predočili konkretni cilji ali rezultat, nasploh priča o tem, da se utopični moment za Beuysja nahaja v sami spremembi. To sporočilo, kar odraža neprestana polemika tako okrog njegovih idej kot njegove osebnosti, je bilo v naši sedanjosti le pogojno dobro sprejeto.